Kraj dogajanja. Disko pri Sanchezu v Rošpohu pri Kamnici. Čas dogajanja 22:30. Marija Bolarič in njena stara ljubezen Angel Manuel plešeta ob zvokih Marijine najljubše skladbe Canción del Mariachi. Marija je vsaj za trenutek pozabila na težave z nesojenim izbrancem Josejem Fontano. Angel Manuel pa je vidno razpoložen. O, Marija, veš, pozabil sem že, kak ti dobro plešeš. Ti me pa res znaš zagret. Nikoli te nisem nehal imeti rad, veš. Ozej je prasec, jaz sem tisti, ko te bo srečo. Vsa leta, vse mesece in dneve sem mislil na tebe. Vsako minuto, Marija. O, Angel, to je najina pesem. Jo še znaš zapet. Ne, Marija, čuj, ker nekaj cajta je minilo, veš. Zaboj mi, Angel, tak, kot ti znaš. Angel Manuel je na rahlo izpustil Marijo in izstopil korak nazaj. Počasi je pokleknil na desno nogo, iztegnil levo roko in se z desnico prijel za srce. Pogled je usmeril Marijine zelene oči in ji zapel. Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el sol. Mariachi me acompaña cuando canto mi canción. Me gusta entonar mis copas, aguardiente es lo mejor. También el tequila blanco con su sal de la sabor. O, Angel, moj chiquito. Ay, ay, mi amor, Kak sem te pogrešala. de mi corazón. V tem trenutku so romanco na plesišču prekinili glasovi, ki so prihajali z vhoda v diskoteko pri Sanchezu. Na vratih je stal vidno pijan Jose Fontana in na vso silo poskušal stopiti mimo redarja Štefana Martineza. Pa daj, spusti me not, moja zaročenka me čaka. Kaj se delaš norega? Se poznam tvojega brata. Gospod, v takšnem stanju vas ne morem spustiti v naš lokal. Preveč ste vinjeni. Ej, kdo je pijan? Ti još meni pravo. Kaj bi rad, da si dam sako dol, sploh veš, kdo sem jaz? Jose Fontana, po domače Joža Zgrabe. Ti je kaj bolj znano? Vajenec. Gospod, ne zanima me, kdo ste in kaj delate. Ste pa zelo vinjeni in svetujem vam, da se odpravite domov. Kaj boš ti svetoval? Meni boš svetoval, ko z 2 meseca k barati hodo, zaživijo prasec z mozog. V tem trenutku je Jose Fontana okorno skočil proti redarju Štefanu Martinezu, ki ga je z lahkoto zadržal. Marija Bolarič, ki je z varne razdalje opazovala, kaj se dogaja na vhodnih vratih, se je odločila, da se bo približala. Opazil je tudi Jose in z zadnjimi močmi zaklical. Marija, Marija, moja mala muca, prino vun, veš, kak te imam rad. Jose, prepozno je za naju. Angel me čaka na plesišču. Kaj je prepozno? Zdaj že 11 ni ura, kaj si spet s onim prascom? Tvoja sestra Marjana ne nosi mojega otroka. Res je, da si njo enkrat od zadaj zamenjal s tabo, ko je nekaj v štali pobirala, če pa sta taki isti. Od zadaj mislim. Samo se ni prijelo, ker sem prej nehal. Marija, hudo mi je. Samo da ti povem, kdo bo atal otroku, no. To je... Kdo je sedaj oče otroka, ki ga nosi Marijina sestra Marjana Bolarič? Ali Jose Fontana govori resnico? Ali bo Angel Manuel zapel še eno pesem Mariji in kaj bo naredil redar Štefan Martinez? Vse to in še več v naslednjem nadaljevanju Štajerske ljubezni, prve domače mehiške nadaljevanke na Radio City. Poslušajte in postanite nova zvezda Štajerske ljubezni prav vi. Kraj dogajanja, Kamnica, cesta v Rošpoh, domačija Bolaričevih. Čas dogajanja, 10. ura dopoldan. Prelestna Marija Bolarič okopava vrt. Angel Manuel pa z motorno kosilnico znamke Barcelona ureja travo ob hiši. Nemški ovčar Diego počiva pod slivo vrste ringlo. Angel! Angel! Ugasni kosilnico! Kam se ti mudi? Dajmo se malo spočiti. Angel Manuel, popolnoma zatopljen v košnjo, ni slišal Marije, a je kljub temu dvignil glavo in prav v tem trenutku usmeril pogled proti vrtu. Prelestna Marija je stala na široko, kot da še vedno okopava, zgornji del telesa pa je imela zravnan. Dopoldansko sonce je namenilo vso svetlobo in njeni speti lasje so bili čudoviti. Par kapljic znoja na njenem nežnem obrazu in prozorna bela majčka, ki jo je davno kupila na kramarskem sejmu, so pogled Angela Manuela prikovali na njeno silhueto. Modrečka, ki je mimogrede številka 90D, seveda ni nosila. Angelu Manuelu
je v trenutku crknila kosilnica. Veš, Angel, skrbi me za Joseja Fontano. Kaj je z njim? Hotel mi je povedati, kdo je oče še nerojenega otroka moje sestre Marijane, pa je izgubil zavest. Že 2 dni se ni javil. Misliš, da bi šla v bolnico? Marija, pa kaj hodila v bolnico? A pusti kmeta. Vse veš, da je hodil k dramskemu krožku, pa še pijan je bil. Nič mu ni tako vedno. Čeprav je moj polbrat, jaz se ga sramujem. Da je šel prasec nažgat tvojo sestro. V tem trenutku je nemški ovčar skočil iz sence pod slivo vrste ringlo in pričel divje lajati. Pri ograji je stal poštar Tine Gonzales, imenovan tudi Hitri Gonzales. Dober dan, za podpisati imam priporočeno, za tebe, Marija. Ko se je Marija približevala poštarju in je le-ta videl vse tisto, kar je bilo vzrok, da je Angelo Manuelu crknila kosilnica, je Tina Gonzales vedel, da se je odločil prav. Pred leti se mu je ponujala služba avtokleparja v Avstriji, a je ostal zvest svojemu osnovnemu poklicu. Priporočeno imam. Kaj te je to? Od koga je? Iz bolnice je, mislim, da je od Joseta Fontane. Marija je mrzlično podpisala papirje in hitela z odpiranjem kuverte. Velika kaplja znoja je padla na bel papir, ko je pričela prebirati vrstice. Poštar Tine Gonzales je imel sedaj še boljši pogled in je nepremično strmel Marijo prav tja, kjer so bili odpeti gumbi na prozorni srajčki. Marija je brala in globoko dihala, kar je bila vodena mlin lokalnega poštarja. Nemški ovčar Diego pa je še naprej divje lajal. Angel, Jose mi piše. Zdaj vem, kdo je oče še nerojenega otroka moje sestre Marijane. Pridi sem, da ti preberem. Kdo je v resnici oče otroka, ki ga nosi Marijana? Kaj bo naredil Angel Manuel? Ali bo poštar Tine Gonzales kar stal pri ograji Bolaričevih, ali bo raznosil pošto? In ali se bo nemški ovčar Diego končno umiril? Vse to in še več boste slišali v 9. nadaljevanju Štajerske ljubezni, prve domače mehiške nadaljevanke na Radio City. Poslušajte in postanite nova zvezda prav vi. Kraj dogajanja, konjeniški klub Maribor v Kamnici. Marija Bolarič, oblečena v ozke bele jahalne hlače, črno jakno in obuta v visoke, prav tako črne jahalne škornje, nemo opazuje Angela Manuela, ki poskuša osedlati Tonija, 3-letnega sivega vranca, ki ga je Marija dobila v dar od Joseja Fontane. Čeprav jo je jahanje vedno spravilo dobro voljo in se je takšnih trenutkov neizmerno veselila, jo je novica, ki jo je prebrala v pismu, potrla. Izraz na njenem negovanem obrazu je spodbudil Angela Manuela, da je poskusil z misijo skoraj nemogoče. Daj no, Marija, pa se ne veš, če je to res. Pa kiva te moj foter, koga nažgal. Če pripogne se težko, ne pa da bi tako mlado zrihto. Pa se te ni tvoja zezda Marijana tako tele. A se je res, da se rada potegne. Samo z Viktorjem Fontano. Vse te ni slepa. Grema zdaj jaha, da prijema k sebi. Angel, ni mi do jahanja. Ko se samo spomnim, da je Viktor Fontana glih tu, mislim, da je tvoja ata, moja sestra tu, no se veš, kaj jo je od zadaj, no mislim, kaj jo je, kaj te jaz vem. Marija, ne pozabi, da je to ena stran zgodbe. Jose Fontana je sposoben marsičesa, jaz to vem. Sploh pa, on je priznal, da je Marijano zamenjal za tebe, zato glih ni tak nedolžen, ko se zdaj dela, veš? Čuješ, da je nista ki oba naenkrat? Kaj sta oba zamenjala za tebe? Igre so imeli, veš? Samo te en mogo biti spredi, pa bi jo videl faco. Pa daj, Angel, nehaj s takimi, no, Jose si tega ni zmislil. Kaj se te naverjameš, da bi lastnega fotra v drek porinil? V tem trenutku je 3-letni sivi vranec Toni zahrzal in dvignil glavo tako, da ga je presenečeni Angel Manuel komaj zadržal. Na vhodu v štalo se je pojavil Viktor Fontana, premožni vodovodar v spremstvu brhke mladenke, ki v oprijeti majčki, kratkem krilu in salonarjih sploh ni dajala videza, da se odpravlja na jahanje, vsaj na tisto s konjem. Opa, mi dva v volku, prasec na vrata. Foter, zdaj si prišel ko naročen. Nekaj moramo razčistiti. O, Marija, Angel, ti pa lape. Najprej bom govoril jaz. Boš držal? Čujem, da se nekaj tačkaš in si svojega brata spravil tako daleč, da je v bolnici. Zapomni si, da nobena ni vredna tega. Kri ni voda, Angel Manuel. Zapomni si to, jaz sem vodovodar in vem, kaj govorim. Ja, kak si pameten. Kaj pa te nisi bil tak bister pred 3 meseci v toti štali? Pa kdo te to je zraven tebe?
da neki naša nova mamica. Spremljevalka Viktorja Fontane je v tem trenutku dvignila glavo in roke uprla v svoje zibajoče boke. Desno nogo je postavila pred levo in si poravnala črne kodre, ki so ji zakrivali del obraza, kot to delajo manekenke pred obratom na pisti, ter malce nejevoljno izjavila. Jaz sem Čikita Krajnc, nova poslovna sekretarka ali, če hočete, tajnica gospoda Viktorja Fontane. Gospod šef me je zdaj po koncu delovnega časa peljal na konjiški klub v Kamnico. Mogoče se navdušim za jahanje. To je plemenit hobi, pa še vam po senu, ne, gospod Viktor? Ki imate vašega konja? Ob teh besedah je Čikita ljubeče pogledala Viktorja Fontano, ki mu ni bilo najbolj pogodu, da je njegova delovna pridobitev sploh spregovorila. Angel Manuel ni dolgo čakal. A tajnica si, da mu ne na kit cel držiš, ko ima gužvo. No, vse tak in tak je vse eno. Viktor, ali Ata, ali kak pač hočeš. Nekaj te moram vprašati, pa če bo prav, ne? Kaj si ti imel z Marino, sestro Marijano, v tej štali? Kaj bo povedal Viktor Fontana, premožni vodovodar, oče Joseja Fontana in Angela Manuela ter domnevni oče še nerojenega otroka, ki ga nosi Marijina sestra Marijana? Kako bo reagiral Angel Manuel in prelesna Marija Bolarič? Ali se bo 3-letni sivi vranec Toni umiril in ali bo tajnico Čikito minilo veselje do jahanja? Vse to in še več v 10. nadaljevanju Štajerske ljubezni, prve domače mehiške nadaljevanke na Radio City. Poslušajte in postanite nova zvezda prav vi.